Poglejmo najprej, katere so najpomembnejše novosti predloga novele zakona o odvetništvu. Med dosedanjim izvajanjem zakona o odvetništvu se je izkazalo, da so nekatere določbe zakona pomanjkljive in da jih je smiselno dopolniti oziroma na novo urediti. S predlogom zakona se tako sistematično, v bistvu na novo, ureja celotni disciplinski postopek. Pomanjkljivosti ureditve disciplinskega postopka izhajajo iz poročil, in to številnih, Varuha človekovih pravic, priporočil Državnega zbora in številnih pripomb strank, ki jih prejema in jih je prejelo Ministrstvo za pravosodje. Zaradi večje učinkovitosti so, kot je predvideno v predlogu novele zakona, predstavniki disciplinskih komisij prve in druge stopnje izvoljeni iz vrst odvetnikov, poleg tega pa tudi imenovani s strani varuha oziroma varuhinje človekovih pravic izmed univerzitetnih diplomiranih pravnikov z najmanj 3 leti praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu. Spremenjena je tudi sestava disciplinskega sodišča. Tega po novem sestavljajo 3 vrhovni sodniki, 1 odvetnik in 1 predstavnik varuha človekovih pravic. Vendar mora pa ta imeti, poleg tega, da je seveda univerzitetni diplomirani pravnik, tudi 5 let praktičnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu. V predlagani noveli zakona so primeroma naštete lažje in hujše disciplinske kršitve. Lažje disciplinske kršitve so na primer neprimerno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do strank, državnih organov in pravnih oseb pri opravljanju odvetniškega poklica ali prakse, neutemeljeno zadržanje strankinih listin po prekinitvi pooblastilnega razmerja. Katere so pa hujše disciplinske kršitve? Poglejmo nekaj primerov. Storitev dejanja, ki ima zakonske znake kaznivega dejanja, storjenega pri opravljanju odvetniškega poklica. Potem nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje odvetniškega poklica, ki ni v skladu s pravili stroke. Ali nevestno, nepravočasno ali malomarno zastopane stranke. In končno tudi kršitev dolžnosti varovanja poklicne tajnosti. S predlogom zakona so predvideni naslednji disciplinski ukrepi. Pisni opomin, denarna kazen, ki znaša od 500 evrov do 25.000 evrov, začasna prepoved opravljanja odvetniškega poklica oziroma dela v odvetniški pisarni, v trajanju od 1 do 5 let. In, kot najhujša sankcija, trajna prepoved opravljanja odvetniškega poklica oziroma dela v odvetniški pisarni. Disciplinskega tožilca izvoli skupščina odvetniške zbornice izmed odvetnikov. Po dosedanji ureditvi je disciplinski tožilec dolžan uvesti disciplinski postopek le na zahtevo pravnega sodišča ali ministra za pravosodje. Po predlagani noveli zakona pa na predlog sodnika, ministra za pravosodje, varuha človekovih pravic, državnega tožilca ali državnega pravobranilca. Kot vidimo, je krog možnih predlagateljev znatno širši. Predlog novele zakona razširja krog predlagateljev pritožbe zoper odločitve disciplinskih komisij še na predsednika odvetniške zbornice, na ministra za pravosodje, na varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic in predlagatelja uvedbe disciplinskega postopka, torej tistega, ki je postopek tudi začel. Naslednja novost predloga novele zakona pa je določitev odvetniške tarife z zakonom. V predlogu novele zakona o odvetništvu
je namreč določeno, da se odvetniška tarifa določi z zakonom. Po sedaj veljavni tarifi sprejema odvetniško tarifo Odvetniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za pravosodje. Zakon bo sicer določil nagrade odvetnikov, vendar pa bo možen, tako kot sedaj, tudi drugačen dogovor med odvetnikom in stranko. Na tak način se bodo vsem državljanom zagotovile enake možnosti do pravnega varstva in bodo varovane koristi in interesi stranke. Minister, a je mogoče sploh zdaj nekako primerjati zdaj veljavno odvetniško tarifo za novo odvetniško tarifo? Če smo recimo pri notarjih lahko govorili, da je šlo po spremembah zakona o notarijatu približno za prepolovitev višine denarja za notarske storitve, ali je mogoče pri tej odvetniški tarifi tudi mogoče nekako generalno povedati, se odvetniška tarifa znižuje za toliko in toliko odstotkov, ali je ta primerjava zdaj zaradi tega novega sistema uvedenega ni možna? Pri notarjih je bilo to zelo enostavno. Pri notarjih se je dejansko odvetniška tarifa znižala v povprečju kar za 30%. Notarske storitve so bile, kot veste, občutno precenjene. Pri odvetniški tarifi uvajamo nov sistem nagrajevanja odvetniške tarife. Drugačen je pristop, zato lahko govorimo samo, bom rekel, približnih ocenah. Vendar že dosedanje primerjave omogočajo nekatere zaključke. En zaključek je gotovo ta, da je pri predmetih manjše vrednosti bo odvetniška tarifa zagotovo nižja od sedanje tarife. Pri predmetih višje vrednosti bo pa lahko tudi občutno višje. Vendar gre tu za spore, mislim, da se pojavi tu višanje predvsem pri sporih nad milijon evrov. Približno tole lahko pokažemo tudi s takšnim grafom. Torej, na tem grafu je črna črta, je sedanja odvetniška tarifa, rdeča pa nova odvetniška tarifa, takole ga pokažem. In vi ste pa seveda, ker ste to vprašanje zastavili tudi upravičili, da to predpredmete. Kako boste vsi? Vsi na spletni strani. Gospod minister, Kobec, TV Slovenija, kaj pravijo odvetniki na to tarifo? Slišati je bilo, da bo stimuliralo se seveda večje primere, kjer se bo dalo več zaslužiti. Ja, z odvetniki bomo videli, mi smo jim pravočasno poslali predlog, najprej smo poslali tarifo, potem pa tudi zakon o odvetništvu, smo pa dogovorjeni, da pripombe pošljajo do začetka prihodnjega tedna, oziroma če prav in mislim, da je torka ali mislim, da je prihodnjega. Ampak zakon in predlog je že spisan. Ja, vsi oni ga že imajo na takšno, koliko časa ga imajo? Od ponedeljka tudi zakon o odvetništvu. Tarifo pa že 3 dni prej. 23. januarja. Ja, njihove pripombe? Še niso dali, niso na ničem pripravili. Proučujejo. Prosim. Igor Kmel Svet. Govori se tudi o tem, da ne bi kakovost odvetniških storitev na ta račun pada zaradi hitrenja postopkov in tako. To pa popolnoma zavračam. Ne vem, kje se to govori. Odvetniki na odvetniški zbornici pač se bojijo tega, da zato, ker bi želeli čim prej zaključiti postopke, bo kakovost za to padla. Zaradi tega, da ne smemo.